V novem naselju družinskih hiš v Škofji Loki si človek zlahka predstavlja pognati korenine. Bližina narave in hkrati infrastrukture je iz najema privabila tudi mlado družino, ki je na 500 kvadratnih metrov velikem zemljišču postavila prijetno hišo, pri kateri so pomembno vlogo odigrali naravni materiali. Objem lesa ter izolacijska zaščita iz kamene in steklene volne so njene glavne sestavine. Preprosta, topla in učinkovita hiša bi lahko na kratko opisali tale dom. 140 kvadratnih metrov, veliko lesa in veliko družinske sreče. Mojca in Rok, živijo, za začetek nam povejte, kako močna ali pa celo urgentna je bila želja, da greste iz podnajema v hiško. Ja, zdaj zemljišče tukaj sva kupila midva 7 let nazaj. In ves ta čas, v bistvu 7 let je trajalo, da so bili izpolnjeni tukaj vsi pogoji, da smo lahko začeli z gradnjo. Tako da ves ta čas smo v bistvu živeli v najemu, in po 7 letih se nam je že kar mudilo, da bi čim hitreje radi šli pač v svojo hišo. In kateri konkretno tip gradnje ste na to izbrali? Ja, v bistvu so pregledali več različnih načinov gradnje. Na koncu so se odločili za lokalnega izvajalca tukaj iz Škofje Loke, ki je v bistvu nudil gradnjo v tem CLT načinu, se pravi po slovensko križno lepljen les. Je ta gradnja, pač ta način gradnje prepričal. Videla sva, da gre za res leseno hišo, 10 cm so pač debele tukaj stene. Res je masivna konstrukcija in na koncu se pač odločila, da to je nekaj, kar nam veliko pomeni, čim več lesa, čim boljša nosilnost in sva se čisto preprosto odločila pol za ta način. In verjetno tudi hitrost, koliko časa ste imeli hišo postavljeno? Ja, ker se nam je mudilo, seveda to bilo pomembno tukaj. Mi smo z gradnjo začeli nekje novembra, decembra s temeljno ploščo in septembra smo bili že vseljeni. Lahko rečemo nekih 9-10 mesecev od začetka gradnje pa do vselitve. Hiša je enostavna, pravokotna, z dobro razporejenimi prostori ter zelo malo hodniki in neizkoriščenimi kotički, ki samo zavzemajo kvadraturo in dražijo gradnjo. Zgornje nadstropje ima polno višino, brez lomljene strehe in klasična okna. Sicer pa je lesena hiša zahtevala tudi razmislek pri izolaciji, saj sta si lastnika želela naravnih in učinkovitih materialov. Primož, tukaj imamo primer lesene masivne gradnje. In kakšna izolacija je v tem primeru, v primeru lesa, najboljša? Ja, v primeru lesene masivne gradnje je najboljša izolacija tista, ki lesu še dodatno izboljša njegove dobre lastnosti. To pa je zdaj toplota, zvok in požar. Se pravi, če začneva s toploto, les v smislu masivne gradnje, v smislu zunanjih sten, samostojno težko dosega lastnosti, ki jih danes pričakujemo od naprimer neke zunanje stene, kar je tudi določeno po pravilniku učinkoviti rabe energije, zato moramo nekaj dodati. Kar se zvoka tiče, les sam spet konkretno zvočno ne izolira, rabi neko pomoč, nima zadostne mase, nima zvočne absorpcije, da bi samostojno igral neko vlogo, neke resne zvočno pregradne, naprimer stene ali pa ne nazadnje tudi prostorske akustike. Kar se pa požara tiče, je pa tako, tudi res, da masiven les ima relativno dobro požarno odpornost. Vkolikor pridemo do zahtev po nekih požarnih ločitvah, ga moramo spet dodatno zaščititi oziroma mu, kot sva prej rekla, naprimer, pomagati za to, da vrši svojo vlogo. In vprašanje se nama zdaj v bistvu ponuja na pladnju, katera izolacija je najbolj primerna, optimalna, idealna, kakorkoli že. Se pravi, to je tista, ki ima vse te lastnosti, ki lesu do neke mere manjkajo. To pa je mineralna izolacija, se pravi mineralna kamena ali pa mineralna steklena volna, ki je negorljiva, ki ima praktično najboljšo zvočno absorpcijo oziroma zvočno izolativnost, posledično lahko, in ima nizke toplotne prevodnosti, se pravi dobro toplotno izolira. Koliko so to naravni materiali? Ker si predstavljam neko vezivo, neko lepilo mora biti, da to sploh skup drži. Je to vse natur? V principu oziroma v osnovi so to minerali. Imava kamnine vulkanskega izvora za kameno mineralno volno in imava naprimer kremenčev pesek pa odpadno steklo za stekleno mineralno volno. Se pravi, baza, osnova tega materiala, ki ga je največ, je čisti mineral. Pač
različni oksidi. Potem imamo še linijo ekov izdelkov, kjer uporabljamo veziva iz naravnega izvora oziroma iz rastlinskega izvora, tako da za to linijo izdelkov mi tudi v bistvu dokazujemo potem z različnimi certifikati o njegovi prijaznosti do okolja, do notranjega prostora. Naprimer, tako kot je Eurofins, je mogoče najbolj znan certifikat v tem kontekstu, tako imenovan Indoor Air Comfort, se pravi kvaliteta notranjega zraka ob uporabi takih materialov. Izolacije iz kamene ali steklene volne so univerzalne, uporabne povsod. Za fasado so običajno primerne bolj kompaktne, bolj trde, medtem ko so tiste za notranje stene praviloma mehkejše, prijetne in preproste za delo. In kje vse lahko zdaj uporabimo mineralne steklene oziroma kamene volne, ko gre za zunanje pa notranje površine? Kako imamo tlele pri tej hiši narejeno? Ja, uporabimo jih lahko znotraj, v stenah, predelnih stenah, tudi v zunanjih stenah iz notranje strani. Uporabimo jih v tleh, tlakih, stropovih. Zunaj jih uporabimo na fasadah, prezračevanih, kontaktnih, kakršnikoli vrsti fasad. Uporabljamo jih na strehi. Tle bi poudaril to v zadnjem obdobju zelo pogosto uporabljeno varianto izolacije nadšpirovci. Tle ponujamo trde plošče iz kamene volne, rečemo jim termotop, in izdatno pripomorejo k zaščiti lesenega ostrešja, tudi cele hiše ne nazadnje, pred tem novodobnim požarnim tveganjem fotovoltaičnih panelov, ki veva, da so danes praktično na vsaki strehi. Kako pa je vajen dom oblikovan glede na dejstvo, da imata dva majhna otroka? Ste bili pozorni kje na materiale, na obrabljivost ali pa na zvočno izolacijo? Ja, imamo dva majhna otroka, dala so jih gor v zgornje prostore. Zdaj želela smo imeti tukaj dobro zvočno izolacijo in smo gledali, da je zvočna izolacija v steni, pa tudi v stropu. Prilagodila sta jo tudi talnemu gretju. Pri talnem gretju bi lahko rekla, da ga je v stanovanjskih objektih že krepko več kot 80%, naprimer, se pravi, to je pač danes standard, to je danes zelo normalna izvedba ogrevanja, ne? In za ta namen smo mi pred kratkim lansirali in tudi tle v Škofji Loki razvili eno posebno ploščo, ki rečemo Smart Floor Fix. To je v bistvu tako imenovan takerboard, ker so te smrekce imenovane takerji, in to nam omogoča tako zelo enostavno vgradnjo, zelo učinkovit prenos tudi same toplote na cementne estrih, potem, ko pride tle na vrh. Kaj pa glede opreme, glede videza, glede materialov? Pri pohištvu sva pa v bistvu kar v lastni režiji. Sva gledala vašo oddajo Ambienti, iskala različne slike pohištva, tako da sva nekako ugotovila, da bi rada, da je pohištvo v barvi svetlega lesa v kombinaciji s črno in belo. Potem sva v bistvu z barvicami risala skice. Na koncu nam je pa Roko oče pomagal dokončati končni izris pohištva. Pomembno nam je bilo sploh ta les, da je veliko lesa, zato je tudi seveda poleg pohištva lesenega je tudi ta les v obliki parketa, stopnic, okna so lesena znotraj, tudi del keramike je v imitaciji lesa. Piko na i pa mislim, da data dve steni v spalnici in dnevni sobi, ker sta ostali neobdelani in v celoti leseni. Popeljite nas malce po svoji hiši, kako je organizirana, kakšen je tloris? Ja, zdaj tukaj, ko smo na spodnjem nadstropju, tole je osrednji bivalni prostor, največji prostor v tej hiši. Poleg kuhinje, dnevne pojedilnice imamo tukaj še shrambo pod stopniščem. Ostali prostori v tem pritličju imamo pa še pisarno. Pisarno, kjer je mogoče zanimivost, da smo naknadno se odločili, da jo povežemo z garažo in smo naknadno dali odrezati še na vrata, tako da zdaj ta prehod imamo in ga tudi veliko uporabljamo, nam res ni žal, da smo se za to odločili. Tukaj od spodaj imamo pa pol še eno manjšo kopalnico s straniščem in pa pralnico. Potem pa po stopnicah gremo v zgornje nadstropje, kjer si sledijo spalnica, je povezana tudi z garderobno sobo, dve otroški sobi, pa kopalnica in ločen WC. Vsi prostori so načrtovani in opremljeni premišljeno. Otroški sobi sta dovolj veliki, da bosta pozneje primerni tudi za dva mladostnika.
V predsobi in pisarni so vgradne omare od tal do stropa in ponujajo dovolj shranjevalnih površin. Kuhinjski otok pa omogoča, da se kuhinja spremeni v prostor zabave in druženja celotne družine in tako ne služi samo pripravi hrane. Zelo praktična rešitev je tuš kabina v tej spodnji kopalnici. Ta kopalnica je v bistvu namenjena kot za goste in je malo manjša. Sva pa želela umestiti noter tuš kabino normalne velikosti in je pač prišlo do tega ozkega prehoda, zato sva dala po meri izdelati vrata tuš kabine, ki se pa odprejo navznoter in navzven. Tako da se čez dan enostavno pospravijo v tuš kabino in je lažji dostop. Koliko pozornosti sta namenila spalnim prostorom oziroma garderobi, ki je tam zraven? V bistvu sva želela tako kot za vse ostale prostore, da so tudi spalni prostori svetli, prostorni. Za spalnico sva želela, da imamo veliko posteljo, pa da je povezava z garderobno sobo. Tukaj sem sicer res mogla malo popustiti in imamo v bistvu razdeljen pol garderobne sobe, leva stran njegova, desna moja. Ampak, Rok, nekaj me zanima, kako dosežeš, da si garderobne prostore dejansko razdelita 50-50? Postelja, ki imamo v spalnici, je velikosti 2x2 metra, kar se meni na začetku ni zdela dobra ideja. Jaz sem rekel, da imamo vzeti eno standardno dimenzijo 2 m×1,80 m. In nekje je Mojca vztrajala, ne, hočem imeti ta veliko posteljo. Sem rekel, ok, prav, ampak posledica je bila pa kompromis to, da imam pa jaz v bistvu zdaj pol garderobe. Sam to s posteljo je pa tudi pametno, veste, ker včasih pozabimo, da na postelji je treba tudi spati. Ja, to je res in to pride v bistvu sploh velikrat upoštev, ko otroci po noč pridejo k nama spat.